En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Sem Mojca Žižek-Mesarec in danes imamo v gostjah gospo Sašo iz podjetja Alpa Trg, ki nam bo seveda razložila vse o talnih oblogah. Saša, bi se mogoče na kratko predstavila, kdo ste, kaj delate? Moje ime je Saša, imam podjetje s talnimi oblogami, na trgu smo že 12 let, imam že neko znanje iz generacije mojega očeta, ki se je že tudi s tem ukvarjal. No, super. Tako da v bistvu ukvarjamo se s celotnimi talnimi oblogami in polaganjem. Tako da nudimo celotno storitev. Kje vas lahko najdejo? V Dvorjanah, v občini Duplek, Dvorjane 25 je razstavni prostor, kjer si pač ljudje lahko pridejo ogledati razstavne prostore. Tako da vidijo vzorce? Tako, mi jim svetujemo, glede na to, kaj si oni želijo, kakšne imajo pričakovanja, kaj je potem tisto v bistvu najbolj primerno za njih. Verjetno je to tudi vse povezano z finančnimi vložki, da tudi stranke vidijo, kaj si želijo, ne, in seveda koliko so pripravljene plačati za določene talne obloge. Ne. Ja, to je v bistvu najboljši podatek, ki ga lahko dobiš od stranke, ne, da ti dejansko pove, koliko je pripravljena dati za talno oblogo oziroma koliko je finance to dopuščajo, kaj si želi, kaj pričakuje. Potem je lažje tudi nam, ne, kot prodajalcu povedati, kaj je tisto primerno za njih. Super. Torej, današnja tema je vse, kar morate vedeti o talnih oblogah. Jaz bom poskušala nekaj par vprašanj, z katerimi se bolj ali manj srečujejo ljudje na terenu. Zdaj je zelo popularen vinil. Tako je. To je trenutno eden izmed najbolj popularnih materialov. To v bistvu je narejen vinil iz sintetičnih materialov, se pravi umetnih materialov, iz več plasti. In to jim v bistvu omogoča to trdnost, za katero je vinil zelo znan, ne? Ker imajo zelo močno jedro, kar pomeni, da so zelo močni in odporni na mehanske. Torej trpežni. Tako trpežni. Tako da v različnih oblikah jih je možno dobiti tudi za lepljenje, plavajoči sistem, tako da stranka se v bistvu potem odloči, kaj želi imeti. V čem pa je razlika recimo med laminatom pa parketom ter vinilom, zato ker res je vinil zdaj zelo popularen, ampak nekateri še vedno prisegajo kot prvi vrsti na parket. Potem smo dobili ta laminat, pač prideš tudi na stanovanje, ko pridemo, ne, zdaj pač vsi že imajo te vinile. In me res zanima, kakšna je mogoče odpornost, da bi mogoče malo razložila našim gledalcem med parketom, torej tudi sama razlika med parketom, laminatom in seveda vinilom. Ja. Vinil je recimo večplastni, tale vinil, plast pa potem gor narejen tale digitalni potisk raznoraznih vzorcev, ali vzorec lesa ali vzorec kamna. Potem razlika je v tem, da imaš recimo vinil tudi za lepljenje, tisti je sicer zelo tanek. Laminat je tudi za lepljenje, ne? Tudi je za lepljenje, tudi imaš možnost samolepilnih recimo laminatov. Razlika pa je v tem, recimo najbolj taka razlika v kvaliteti oziroma v materialu je v tem, da pri laminatu je dejansko gor dan na HDF-u. HDF je v bistvu prešan les. Ja, HDF-u, ja, tako. To je v bistvu prešan les z lepili, taka masa. Od tega je tudi recimo odvisna potem kvaliteta samega vinila, ker je gostota različna na trgu, ne? To daje tudi tisto kvaliteto. Gor je pa dan v bistvu samo tak tanek plast tega dekorja. In to je razlika, ne? Pri vinilu je pa dejansko vinil, na katerega je potem še dan tale dekor. Zato je taka razlika recimo tudi v materialu oziroma občutku, ne? Čeprav imaš dan danes, če primerjaš laminat ali pa vinil, cenovno recimo višji rang, so približno nekje enako, ne? Ker za vinil zdaj pač velja, ne, da je to pač ena zadeva, ki je tudi najbolj ugodna. Je to res? Je res, pa ni res. Zdaj odvisno tudi od tega, kakšno kvaliteto želiš, ne? Na trgu je ogromno ponudbe, se vemo, vsega je danes v izobilju. Tudi različni proizvajalci iz različnih koncev. Pri vinilu se mi zdi zelo pomembno, da tudi se pozanima stranka, iz kakšnih sestavin je narejena. Ne? Ker tukaj se različni proizvajalci tudi uporabljajo sestavine, ki niso zdravju primerne oziroma so zdravju škodljive. Ne? Kako pa mi to vemo kot kupci, ko pridemo? Kot kupci je najboljše, da vprašate. Prodajalca v bistvu najbolj pomembni so ti ftalati.
sploh pri talnem ogrevanju, ker ftalati se izločajo z hlapi. Ne? Pri talnem ogrevanju, ko talno ogrevo vklopiš, normalno še toliko bolj. Ne? In to je zelo pomembno, ne? Se mi zdi pri vseh teh ponudbi, da se stranka pozanima, pač to samo vprašate prodajalca, ali imajo vsebnost ftalatov, ali imajo talne obloge, ta certifikat, da ne vsebujejo zdrave škodljivih snovi. To je to v bistvu, kar se mi zdi za stranko pomembno. Ne, da Kaj pa, če se nekdo loteva preko interneta sam to kupovati, kaj naj potem gleda? Potem v bistvu lahko še vedno zahteva, ne, izjave o lastnosti, to so danes v bistvu potrebni dokumenti, ki jih moraš oddati. Recimo pri novogradnjah se niti ne more dobiti hišne številke, če ne oddaš izjave o lastnosti posameznih elementov. To pa še jaz ne. Ja, to je zdaj novo pri novogradnjah, da pač tudi mi moramo dati kot polagalec izjave o lastnosti pač posameznih elementov. Tako da pazite, kakšne talne obloge izbirate, ne, da boste seveda lahko sploh hišno številko dobili. Ne? To je res, ja. To je res. No, mogoče eno vprašanje tako zanimivo, to smo že, kako se v bistvu ta vinil položi, se lepi, ali je to neki klik sistem, lahko to stranke same naredijo tudi? V bistvu plavajoči sistem bi priporočala, da vseeno dajo strokovnjako to za narediti, ker tam je tudi pri novogradnjah potrebna izravnalna masa, ker to je zelo tanko. To je tam nekje milimeter pa pol do 3 milimetrov debeline. Samo. Tako. In potem mora biti zelo ravna podlaga, ne? Drugače se vse vidi, ne? Karkoli ni ravno, se takoj to pozna. Danes so seveda velika okna, ne? Dosti svetlobe v prostorih, je še to toliko bolj opazno. Potem je pa klik sistem, ta dopušča tam 2, ne vem, do 3 milimetre krivin, tako da ponavadi pri novogradnjah ni potrebna izravnalna masa. Ker bi naj bilo ravno že, ne? Tako je, to se pač preveri, vse to v bistvu polagalci oziroma izvajalci del to morajo vedeti oziroma poznajo te zadeve. Drugače pa obstaja tudi še ena podlaga, s katero v bistvu lahko tam manjše krivine zravnajo. Tako, ne? Da potem ni tega občutka. Pa kaj se to zravnalna masa, neka se verjetno to... Tako, izravnalna masa je v bistvu, ki se potem da na tale estrih, potem se pa to ali lepi ali plavajoč sistem, ne? To se pa potem stranka sama odloči. Dobro, to smo zdaj ravno, kakšna je torej podlaga pri vinilu, kaj pa pri laminatu, je neka pena od spoda ali kako? V bistvu je zopet odvisno od tega, kakšen je laminat, ne? Tako smo se prej pogovarjali, laminat je možno tudi lepiti, ne? Tam ni potrebne dobene podlage. Pri laminatu dobene podlage? Ne, če se lepi. Če se lepi, če je plavajoči sistem, potem je pa tudi odvisno od tega, kakšen je laminat. Nekateri laminati imajo že od spodaj zvočno izolacijo, ali iz, ne vem, Silent Pro je v bistvu ena taka podlaga, ki v bistvu dodatno zvočno izolira talno oblogo, ali pa, ne vem, pluta od spodaj. Potem tega ni potrebno. Potem se da od spodaj samo ena posebna PE folija. V tem primeru, če je že od spodaj pluta, in ta v bistvu PE folija v bistvu omogoča talni oblogo drsnost, da talna obloga se širi in krči, ker pri plavajočem sistemu vedno dela. Vsaka talna obloga se širi, krči in s tem ima ona drsnost, ker drugače, ko ti postaviš recimo elemente, sploh če so kakšni težji elementi, pohištveni, začne se širiti, krčiti, ne? In če nima te možnosti, potem je hitro lahko nastane kakšna špranja. Ja, dostikrat jaz vidim na stanovanjih, ne, te laminate, ki so položeni in so vmes kar neke luknje, ne. Ja, to je to. Ja. To je to, ne, kar ponavadi je potem zelo grdo zgleda, ne, in tako pa obremenjujoče sploh pri čiščenju, ne, ker tisto potem moraš iti posebej očistiti, ne, ni prijetno, no. Ampak to so verjetno potem neki tudi poceni bolj laminati, ne. Ja, tako, ali pa podlaga ni bila pravilno narejena, ne, ali pa podlaga ni bila pravilno narejena, to so neke take. Ali pa je mogoče možno potem, da se to zalepi, pa... Tudi je možno v tem, da pač ta za podlago od plute se ne sme lepiti. Se ne sme lepiti, ker se v bistvu, recimo, če dava zdaj primer vinil, je v bistvu sestavljen iz 3 različnih materialov. Zgornja plast je vinila, vmesna je HDF, pa od spodaj je pluta. In vsak drugače reagira, sploh pri talnem ogrevanju, na širjenje in krčenje.
Tako da je obvezna tale PE folija. Smo že imeli stranke tudi, ki niso želele, pa so bile prepričane, da ne potrebujejo. Bili zadnjič je bila ena stranka, pa mi je sama povedala dejansko, da je videla, da je razlika v tisto, kaj je polagala v prvem, kjer je dala tole PE folijo, pa zdaj, kot v bistvu te PE folije ni dala, ker mogoče je malo težje, ker moraš paziti pri polaganju, da se to ne zgrbanči. Ni tako enostavno, kot samo vinil polagati na talno površino. Ja. Kakšne talne obloge pa naj, recimo, če imamo talno gretje? Je vinil primeren? Ja, je primeren. V bistvu vsi ti vinili, kar smo se zdaj pogovarjali, in za lepljenje, in plavajoči sistem. Razlika je v tem, kar se mi zdi zelo pomembna, pri lepljenju je seveda prevodnost dosti hitrejša, kar pa tudi pomeni, da tudi se hitreje ohladi. Jaz za privatne stranke še vedno priporočam pač plavajoči sistem. Zakaj? Zato, ker pri nas ponujamo recimo tam 10 mm debeline vinila, klik sistem. Če se stranka, ne vem, kadarkoli kasneje odloči za karkoli drugega, ima še vedno to možnost, ker danes pri novogradnjah so večinoma drsna vrata, ki jih potem kasneje ne moreš več rezati. In imaš problem, ker ne moreš druga več dati. Pri 10 mm višine pa še vedno imaš možnost se lahko odločiti za parket. Ne vem, ko otroci odrastejo, ker danes se mlade družine odločajo za vinil prav iz tega razloga, ker ne potrebuje nobene nege, pa ker je izredno trpežno. No, ker je pač veljalo neko pravilo, da če imaš talno ogrevanje, mora biti seveda primerna talna obloga parket in to še posebne debeline. Zato sem vprašala, če sploh mogoče vinil uporabiti, laminat recimo ne. Če ima certifikat za talno ogrevanje, tudi lahko laminat. Tudi lahko, v bistvu imajo različne te sestavine, to, kar smo se prej pogovarjali, te debeline in gostote HDF-a, ta je zelo pomembna in v bistvu prodajalca je treba samo vprašati, ali je primeren za talno ogrevanje. No, mislim, da smo zdaj s tem razbili en mit, zaradi tega, ker res, če imaš talno gretje, mora biti parket. To je do zdaj pač nekako veljalo, tako da torej lahko imate tudi vinil ali pa laminat. Kaj pa to pluto, sem tudi videla, da nekateri kot talno oblogo uporabljajo, ko pride na določene nepremičnine. Pluta je sicer malo manj poznana v Sloveniji. Se mi zdi, da najbolj poznana je na koroškem delu Slovenije. Oni jo zelo, ne vem, zelo očitno cenijo to naravnost, ker pluta je res posebna talna obloga. Izredno topla, izredno mehka in prijetna za hojo. Je pa res, da talno oblogo kot pluto na talno ogrevanje v celotno površino ne bi priporočala, ker je vseeno takšen izolator, da potem je premalo izkoristka talnega ogrevanja. Recimo, jaz priporočam strankam v spalne prostore, kjer spiš, ker tam ponavadi hodiš bos. Zjutraj, ko se vstaneš, stopiš bos in je res tako naravno, mehko podlago, toplo podlago. Občutek je čisto drugačen, kot pa je recimo res edinstveno. Pa danes imaš v bistvu že možnost, da nimaš plute kot plute, ker to pač nekaterim ni všeč vzorec. Ja, nekaterim ni všeč. Tako je pač pluta, je narejena iz hrasta plutovca, ima en posebno strukturo, je pa danes možno dobiti že v vzorcu lesa ali vzorcu kamna. Tako da izbira je res veliko. Najboljše je povedati iskreno, kakve so želje, pričakovanja in potem... Definitivno. Kaj bi pa ti mogoče priporočala, tako kot smo si ravno načela to temo, kaj bi priporočala v spalnici imeti v določenih prostorih, v nepremičnini, kaj bi priporočala kot katero talno oblogo po svojih seveda izkušnjah in znanjih? Jaz se še vedno ne morem odločiti, ali mi je vinil ali mi je parket. Izredno posebna občutek je hoditi po parketu, sploh oljenem parketu. To je edinstveno. Ampak oljen parket je potrebno negovati. Ker v bistvu z oljenim parketom imaš ti samo zaščiteno lesne pore, če se ti karkoli polije, da to ne gre v les. In to je treba skozi negovati. To je podobno, jaz zelo tako rada primerjam, ko strankam razlagam z kožo ali pa s partnerjem. Pač partnerja je treba negovati. Res je. Partnerja je treba negovati, da ostane svež. Tako. Pri vinilu je pa tak, ne rabiš nič.
Super. Nič ne rabiš, Ravno ne, za mene. ja, ne rabiš nič, ne, v bistvu vinil je to, samo čistiš ga in to je to, ne rabiš dobene. Tako da, to je se mi zdi tista glavna prednost vinila oziroma glavna prednost oljenega parketka, ta občutek hoje po lesu, po von po lesu je edinstveno. Dobro, tebe verjetno kaj pa bi dala recimo v kuhinjo za jedilnico? Keramiko? To Ne, pač jaz mogoče ne vem, nisem prava oseba, ker pač s keramiko toliko ne poznam, ampak res meni je keramika pač zelo trda. Hladna tudi pri talnem ogrevanju, ker celotno sezono oziroma celo leto ti ne kuriš. In tudi poleti ni prijetno hoditi po keramike. Ne, sploh ne, ampak pač še vedno velja pravilo, recimo, da keramika pride na hodniku in v kopalnici. Vidim pa, da so že začeli v kopalnicah uporabljati parket. Kakšen parket je treba torej? Tam je treba posebej paziti, pač obvezno, tam recimo lakirane izvedbe niso primerne, tam mora biti obvezno oljen parket. Fajn je izbrati lesove, ki so navajeni na vlažne prostore, recimo tik je odlična izbira za kopalnice. Tudi hrast, naoljiti ga pa potem mogoče uporabljati še posebne take silikonske zaščite, v bistvu vmesno med porami, ne? Ker vseeno les je naravni material in diha, ne? Pri vlažnih prostorih, ko se ta vlaga spreminja, ne? Ženske se ponavadi z 90 stopinjami tuširamo in takrat vlaga puhne ven, ne? Da ima on to možnost dihanja. To je ena taka posebni silikonski gel, ki ga daš vmes med posameznimi deskami, da on lahko diha. Da ne nastajajo te reže, to, kar si rekla, da ne izgleda lepo, ne? Ne izgleda lepo, slučajno. Ja. Dobro, v spalnici torej bi ti imela Pluton, zdaj, kako sem te razumela. Tako. Ali pa parket oljen. V čem pa razlika med oljenim parketom pa med lakiranim parketom? To je zelo dostikrat vprašanje. V bistvu obdelavi. Lakiran parket ima v bistvu narejen zgornjo plast iz laka in v bistvu zaščiten. In lak ne potrebuje nobene nege, pač to je isto podobno kot pri vinilu, potem v bistvu samo tvoja naloga je, da jo čistiš. Je pa slabost ta, da v bistvu mehanske poškodbe ne moreš sanirati sam, kar lahko pri oljenem parketu. Pri oljenem parketu lahko ti tudi, ne vem, določen del, ki je, ne vem, prišel do kakve poškodbe, da si bil neroden, da ti je karkoli dol padlo, lahko ti samo del, ne, v bistvu obrusiš in naoljiš in je novo, ne. Potem pri lakiranju pač čakaš, da bo prišel parketar in bo pobrusil. In potem je verjetno treba tudi nek del Cel del je treba, ne moreš ti samo, ne vem, en kos, kjer je pač prišel do poškodbe, ali pa eno desko, kjer je prišel do poškodbe, pobrusiti pa polakirati. Medtem ko pri oljenem to lahko narediš in se mi zdi, da je olje v zadnjih letih zelo v porastu. Ja, verjamem, ker vem, dostikrat ti kakšen kozarec to odpade ali pa kaj takega, ne, in to potem te luknje nastanejo, niso najlepše, tako da res potem moraš čakati, da bo se potem celi parket na novo lakiral, ne. Ja. Tudi recimo to, kot stranke me sprašujejo, ko so v dilemi, ne, rade bi imele les, pa vseeno se bojijo, da bo prišel do mehanskih poškodb. Potem je zagotovo fajn izbrati krtačen hrast. To je v bistvu posebej obdelan hrast, v bistvu se tisti mehkejši deli lesa, ne hrasta, samo vseh ostalih tudi, vzamejo stran in ostanejo samo tisti trši del hrasta. In potem je ponavadi ali je oljen ali lakiran. To recimo sploh priporočam ljudem, ki imajo živali. Ne, ker živali, krempeljčki, muce, psi, ne, to hitro naredijo rise. Dobro, zanimivo. Kaj bi pa mogoče rekla, da bi dal, torej v kopalnici smo se že prej pogovarjali, jaz tudi nisem zagovornik keramike v kopalnici, ne. Bi se ti odločila mogoče za parket ali bi dala vinil, je tudi vinil mogoče v kopalnici primeren? Jaz bi se tukaj vseeno raje odločila za vinil, ker vseeno se mi zdi, da kopalnica je prostor, kjer se zračna vlaga zelo spreminja.
In je res treba zelo negovati les, če ga želiš imeti v prvotnem stanju oziroma v dobrem stanju. Vinil je pa tak prijeten, zelo za hojo, da ti že skoraj občutek tistega oljenega parketa. Tako da to se mi zdi, da je taka protidrsni certifikati. Običajno so pri vseh vinilah, to je tudi recimo eno vprašanje, ki je pomembno pri nakupu. Tako. In je poseben občutek, no? In lahko imaš potem v bistvu kot les v kopalnici. Zelo dosti se tega dan danes lotevajo, da ne dajo v kopalnice keramike. To je tudi recimo dobra izbira pri adaptaciji. Ja, keramika se mi zdi, da tako zgubila zadnje čase, ne? Prej včasih je bila, zdaj pa vidim, da vedno več dajo v kopalnice, druge zadeve, ne? Tudi na hodnike pa to. Ta vinil je zdaj, bomo Res je. Verjetno ga tudi vi tudi najbolj prodajate. Ja, v bistvu vinil in parket oljen je trenutno tu nekje, ne? Tu nekje, ker še vedno so ljudje, ki pač se bojijo tega vinila, ker pač ne zaupajo. Se v bistvu vinil ni tak novi material. V bistvu se je že prodajal v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja, sploh nisem vedela. To je tisto, ko so nekateri imeli v stanovanju spodaj. Ja, viner plošče. Viner plošče so te. To še zdaj vidimo včasih na kateri nepremičnini, ko še v prvotnem stanju domajo to. In potem je v bistvu očitno zaradi dizajna, česarkoli je ta prodaja oziroma zanimanje za to vinilne obloge padlo. Nova tehnologija, nove ti dizajni, v bistvu so pa vinil zopet pritegnile na trgu. Super. Jaz mislim, da smo do zdaj se bolj ali manj dotaknili tistih najbolj glavnih vprašanj. Vidim, da smo že bile kar dolge, tako da bomo tokrat z Sašo zaključile. Jaz bom seveda, če so še kakšna dodatna vprašanja, lahko Sašo še enkrat posnamemo, seveda še en video. Tako da lahko, mislim, vas povabim, da spodaj v komentar napišete še dodatna vprašanja, če se komu seveda prikradejo. Saši se lepo zahvaljujem, da je prišla k nam. Jaz vam bom tudi dala kontakt od Saše, tako da se lahko mogoče tudi, če imajo kakšno vprašanje, kar tako direktno na tebe vrne. Ja, kar pogumno. Ni neumnega vprašanja. No, super, jaz vas lepo pozdravljam. Bodite lepo v cvetju za dodatna vprašanja. Smo torej še vedno z veseljem na voljo. Čau. Dio.